Pozdravljeni v nadaljevanju večera. Kot veste, nekateri ste bili že prejšnji teden, je to naša druga letošnja bralna uprizoritev, drugi Euripid. Predzadnje besedilo, ki še ni bilo prevedeno doslej v slovenščino iz tega grškega kanona. Kot veste, je Euripid kot najmlajši od ohranjenih dramatikov že precej problematičen avtor. Ne piše več klasične igre, v kateri so junaki, so ljudje taki, kot bi morali biti, tako kot jih opisuje Sofokles, ampak piše o ljudeh, kakršni so. Zato menda tudi ni bil pretirano priljubljen med sodobniki, zato je dobil relativno malo nagrad na teh tragiških tekmovanjih in so ga imeli za nekakšnega, če se sodobno izrazim, troublemakerja, ki je ljudi opozarjal, ki je bil kritičen že do atenske polis, do sistema, do razmer, predvsem pa do človeka in njegovih slabosti. Ta igra spada tako kot sodi, tako kot Prošnjice, ki smo jih brali prejšnji teden, v tako imenovano patriotsko kot patriotske igre. To je nek mešan žanr, ni ne tragedija, ampak je neka resna igra s komičnimi elementi, ki delno služi tudi propagandi mesta Atene oziroma atenskega polisa, demokraciji, pravilnemu ravnanju. Uprizorjena je bila v prvem letu Peloponeške vojne, ko so Atene zmagovale in je v samem besedilu odmeva ta slavospev Atenam, hkrati pa že neko zlovešče svarilo, da se sreča lahko tudi obrne. To bi jaz imela za uvod. Povejte, tisti, ki ste bili prejšnji teden, kakšne so primerjave, kakšni so vtisi? Saj ste bili, a ne? Nekateri tudi prejšnji teden, se mi zdi. Se vas spomnim. Teksta sta precej različna. Ja. In težko primerjati. No, ampak recimo dve temi sta bili, ki sta pravzaprav danes spet živi. Prejšnji teden je bilo pokop trupel, v tej današnji je pa ravnanje z begunci. S tem se soočamo iz dneva v dan, s tem strahom, s temi dvomi, zidovi, žicami, panični smo, ne vemo, kaj bi. Oblast dela eno, neka civilna družba zagovarja drugo, večina ljudi je nekje vmes, med skrbjo za svoje udobje in med strahom pred novim. Ko se mi zdi, zdaj, ko smo to študirali, sem si prav rekla, če bi vsak teden predelali eno grško igro, približno toliko jih je, čez 50, če se ne motim, Bog ve, kakšen svet bi se nam odprl, kjer časovni stroj, kjer je primerjave z današnjim časom. Kaj bi odkrili o sebi, o svoji naravi. Če si prej rekla, da je na nek način neka propaganda za določene teme, se mi zdi, da so se takrat drugače lotevali tako pokopa kot beguncev. Danes doživljamo precej drugačno reklamo na to temo. V bistvu gre, to sporočilo je tako, da skratka spoštovati je treba vsakega, ki je kako bi se reklo, ki je na poti, ki je revež, ki je bogi, ki je brezdomec, ki je begunec, ki tak ali pa drugačen. To, da je pred oltarjem vsak krit, zdaj, če v to nekako ne verjamemo ali pa imamo težave s tem, je potem pred našim domom ali pa pragom ali pa v
neki civilizirani družbi bi moral biti vsak na nek način krit. Ne. Zdaj, včasih je bila te vrste propaganda, danes je popolnoma obrnjena propaganda in to je res lahko nas samo skrbi. Ne. Tako da take igre, ne, kot je ta, recimo, takrat je bilo gledališče medij, ne, neke vrste množični medij, ne, danes ga je zamenjalo vse drugo. Ne. In tako kot recimo kažem, danes je film ta medij, ne, ki na nek način vzgaja ljudi v neko skupnost, ne, tako kot je takrat bilo gledališče. Ne, in danes film sporoča vse kaj drugega. Ne. Moramo spoštovati policaje, pa gasilce, pa kriminaliste, pa vse to tudi po svoje prav, ne, ampak ni samo to. Ne. Recimo, polovica tega hollywoodskega filma je temu posvečena. Ne. Moramo spoštovati vojake vojne, pravične vojne in tako naprej. Ne. Tako da mediji so zdaj popolnoma drugače zastavili zadevo. Neke te humanistične, recimo, težnje, ne, so nekako v drugem planu ta hip. Se ne vem, mogoče preveč problematiziramo glede na to, da smo brali grško igro, ne. Mogoče lahko samo čas primerjali, da je tudi čas vojne, ne. Namreč je tudi to sorodno, ne. Kako so se takrat Grki odzvali na to enotnost, pa skrb za druge, skrb za ranjene. Tako. Pa tudi omeni Demofont, ne, da je pred državljansko vojno. Ja, ne, če bo... Ja, so to težke odločitve. Težke odločitve, ampak vendar nek moralni imperativ je bil dosti jasen. No. Ne vem, jaz vem, da sem se lani vprašala, oziroma v neki družbi smo se pogovarjali, pa sem rekla, pa zakaj mi vsi skupaj ne gremo zdaj protestirati proti tej žici? Pa so mi rekli, ja, zato, ker 3/4 ljudi misli, da je prav, da je. Ja. No, jaz bi tle predstavil, če je bila prejšnja igra, da je izkazovala v bistvu eno tako atensko enotnost, ne, kjer je bil Tezej v bistvu še dost bolj čaščen kot Demofont, ne, kjer je bil Tezej še dost bolj božji, veliko bolj božji kot Demofont. Se v tej igri v bistvu kaže, da je ljudstvo že na nek način, kot si ti rekla, v bistvu razklano oziroma na nek način skeptično, ne, manj pripravljeno in da se v tej igri v bistvu odraža ena nuja po modrem vodi. Ne. Je potem dosti bolj v spredju ta modri vodja. Ne. To, kar rabimo. Nekdo, ki prevzame odgovornost za svoje, odgovornost in brani, kljub temu, da se ljudstvo mogoče temu brani, ne, tej neki požrtvovalni vojni. Tako da v bistvu gre tle, se mi zdi, bolj za propagando modrih vodij. Ne. Ja, to sem jaz razumela tudi že v Prošnicah, ne, v bistvu. Čeprav tam se meni zdi, da pač s tem, kad te zdaj govori o tej neki soodvisnosti z ljudstvom, ne, je tisti dosti bolj idealiziran odnos. Medtem, kad tukaj je pa stvar še bolj na pretleh, še bolj realna. Ne. Se pravi, ljudstvo v osnovi razmišlja nekako varnosti, ne razmišlja toliko čez svoj prak, ne, se boji, ne, in to pač ta strah v bistvu mora na nek način premagati vodja. Ne. Vodja mora v bistvu usmeriti množico na nek način. Zdaj, ali je to kontra demokraciji, ali je to v bistvu kljub vsemu odgovornost, ki bi jo politiki mogli nositi, je seveda drugo vprašanje. Ne. Ampak se mi je govorila ženska. Maščevanje pa seveda potem je pa nekaj drugega. Ne. Ja. Mislim,
eno je racionalna misel, druga je poriv. Strast. Ne, v tej igri o maščevanju govori ženska. Moški nič. Moški mirijo. Tudi Erinije, boginje maščevanja, so ženske. Ne? Se tudi žrtvuje se za mesto ženska. Lahko je Euripid velja za ženo mrzca, ampak kot Kaj vidimo, to pomeni jim je dal za- pomembne za naloge. Pogled na človeško družbo, ker mogoče si lahko racionalno zamislimo vse sorte, ampak Če zdaj malo mimo naredim en tak obvodek, Alkmena je tipičen primer Euripidovega junaka, ki do polovice se z njim sočustvujemo, smo na njegovi strani, potem se pa to v eni točki igre preves. Pa nismo več tako prepričani, da s to bogo starčico maščevalno, če še tako mislimo kot ona. Ne? Tako da tle je ta vloga tega junaka, ki spremeni pozicijo, ne, jo ima ženska v tej igri. Ne. Točno to, ko s tem dosledno izpeljava maščevanje. Ne. A zdaj maščevanje je res mir mogoč šele, ko so vse smrti maščevanje, ali je maščevanje samo povod za novo vojno, za neskončno verigo. To je najbrž tudi ne vem. ključno vprašanje. Ne. To, da se z maščevanjem neha. Ja. Da se pomirijo duhovi, ko je smrt maščevana. Ne. Zato do neke mere ta uradna... Ko je smrt končana. Ne maščevana. Prorostelje ni maščevana. Ja, ampak ne... Prorostelje ni maščevana. Ne, Erinije so takrat šle, Ja. so jih dali stran, ne, Ja. Atena jih je odgnala, ne, in s tem je tudi nov red nastopil. Nov red nekako, nastopil, ja. ne, Ja. da naj bi bil novi zakoni, ne več krvno Ne več krvno maščevanje, vse to, ampak, ja. civilizacija se je not vključila. Ne. Ženske so blazno močne v vojnah. Ne? Blazno. Recimo, to mi smo bili sam priče tega, kar se je dogajalo, sam po televiziji smo gledali, kar se je dogajalo na Hrvaškem, pa v Srbiji in v Bosni. To so bile ženske blazno močne, akteri tega, kar se je dogajalo. Zelo. To je v teh dramah. Ja, ampak so bile tudi posiljene, pa so ostale brez sinov, pa možov, pa ne vem česa. A veš, so bile tudi žrtve, mogoče najbolj večje, no, pa To je otroci. bilo z bosanske strani, recimo, ampak s srpske strani. Odkot ta sovraštvo do vseh drugih? To je bilo. Kaj je to? To je namreč v teh dramah. To sem siguren. Ta neizprostnost, ki ga zahteva tle, danes ga ti. Neizprostnost. Kaj je to? Pol se zglad. Zaradi njega in zaradi Aten se zglad. Če bi uboljal njeno, bi bila kri za kri. Ampak tudi je, ne? Tukaj njega ubijajo, ne? Njega Ja. odpeljajo, Euristeja ga ubijajo. Tle ni recimo tega boga iz stroja, ki pride urediti, tako kot je bilo v Prošnicah, ko Atena. Čeprav tudi Atena napove, v bistvu. Ja. Ja. Hoče imeti neke vrste maščevanje, neke vrste. Ja. Tam to pele. Kam to pelje? Čestno. Ja. To je sicer 2000 let nazaj, ne? Ja, ampak ta vprašanja so živa vsak dan. Še kakšno opažanje? Jaz bi mogoče, se to bo pol Aljoša se zraven spustil, ne, jaz bi o jeziku, ne, tudi se mi zdi, da se splača govoriti, ne, in v prevodu. Prevod je
prevod je strašno današen, ne vem, kako se je vam zdelo, ne, tako kot sploh tudi zaradi teme mogoče in zaradi vsega skupaj, ne, zveni, kot da bi nekdo to zdaj napisal, ne. Ja, to smo Iri postavljali vprašanje, a si to ti zdaj takole malo posodobila, je rekla, da ne. Ne, mislim, da ne, glede na to, da je, koliko je teh, recimo, v opombah noter, koliko je raziskal, recimo, kaj bi neka beseda lahko v nekih določenih trenutkih pomenila, kaj je tukaj pomenila, kar pomeni, da gre za zelo natančen prevod, ne, in iz tega se čuti, kako je Euripid bil seveda tudi drugačen, ne, tudi v jeziku drugačen, bolj ljudski je bil, ne. Ja, današnji, modernejši elementi absurda, čisto enega drugega humorja, ne, so tle noter. Direktne linije, mislim. Ta ne samo novi, ampak tudi dejansko, kot ste slišali, sveži prevod je najbrž tisto, kar še dodatno prispeva k občutku aktualnosti. Verjetno sta ti dve drami, ki smo jo zdaj nazadnje uprizorili, bolj ali manj po naključju, tako skoraj aktualistični, najbrž niso bili vse 50 ohranjenih tako aktualnih. Tukaj pa torej ne samo da vsebinsko, ampak potem tudi zvočno zazveni sodobno. Jera je in v besedju bila zelo sodobna, v skladnji, zelo malo naprimer je inverzij, ki smo jih drugače v verzu vajeni. Pri besedju, tukaj ste slišali recimo velikrat akcija, namesto, ne vem, malo bolj arhaično bi bilo boj, spopad. Tukaj drzno uporabi besedo akcija. Pri prošnjicah so bile matere mame, kot jim ponavadi rečejo otroci, rečemo. Tako da v vseh teh elementih je predvsej zvestobi, ki jo lahko verjamemo, uporabila res sodobne prijeme. Kaj več bi seveda sama znala povedati, tudi kot je prejšnji petek. Pa je danes pač gledano. Res je zanimivo, kako se v hipu, v sami sceni, kako se stili menjujejo, ne, in je, kako osebe niso plakatne, kot bi lahko, recimo v kakšnih drugih igrah vidimo, ne, ki so v bistvu, kot da bi neke velike statue začele govoriti, ne. Tukaj je pravzaprav psihologija vložena, se pravi, daj, ne, 2500 let nazaj, psihologija vložena tako rekoč v vsako igro, vsak lik, ne, vsak lik pravzaprav popolnoma po današnjih postopkih lahko raziščeš in mu najdeš neko osnovo, ne, sploh o njih imamo cele mitološke zbirke, ampak ne, kdo je komu kaj, ne, ampak iz tega se da marsikaj sodobnega tudi razbrati. V bistvu je zadaj za tem ves čas neko hotenje povedati, da človek ni enodimenzionalen, ne? Ja. Da je tak in tak, da je povsod mogoče dva pogleda na eno stvar, ne? Najmanj dva, ne? Kar ja, je absolutno blizu. Ja. Kaj se vam zdi, a je kar tako vprašanje, malo smešno, kaj se vam zdi, a bi tale igra, če bi jo uprizorili, ne, bi se vam zdelo zanimivo to? Če bi tole igro, ne, zdaj smo jo samo prebrali, oziroma smo poskušali nek nastavek narediti za razumevanje te igre. A je ta igra, recimo v današnjem času, ki očitno je, to je skrajno sodobna tema, politična tema, tako rekoč, ne, a je taka igra grška, ne, ki prenese, a je to v današnjem času, recimo, vi, ko gledate, ne, a je v današnjem času ta jezik, ne, možen, oziroma v gledališču, je to, mislim, se bi vam to zdelo preobloženo, ali je to možno? Z drugimi
drugimi besedami, a bi radi videli Ne, čisto pravo. ne, čisto tako. Današnje gledališče je precej drugačno. Če je politično, je zelo direktno politično ali pa zelo agresivno politično, ne, ali pa agresivno sodobno, ne, tako nekako tak tudi čas zahteva, ne, ta je pa vendarle kultiviran v nekem svojem izrazu, miren, da veliko zamisliti, ne ponuja tankov, bomb in ne vem česa, ponuja pa razmislek, ne, o tem. Če lahko jaz, ker sem bil interpeliran, tle strani, moram kaj reči. Meni se zdi, da ta predstava bistveno bolj prizorjena kot prejšnja, kot Prošnice, sama po sebi. Se mi zdi, da bi prizoritev v veliki dvorani ne bi kaj vzela. No, meni nič ni manjka, no, v tej danes. Ne vem tudi, zakaj pravzaprav ste se odločili, da ste to bolj, se mi zdi, in izreka bila drugačna, se mi zdi manj bralna, kot je bila prejšnjič, ne, sploh bomo rekel, starčkov, ne. In tudi Kmet, ne, medtem ko vsebinsko se mi pa zdi, da je to manj politična igra, kot je bila ona prejšnja. Ja. Z tega vidika se meni zdi ta, da bolj osebnih stvari govori, kot je govorila ona, čeprav se mogoče zdi komu drugače, ampak ne vem, mene je sploh ta, obe dve igri, imam neko asociacijo skozi, da ta bralna forma in danes bolj ustreza kot prizoritvena, ko neki brehtovski učni komadi mi to zvenijo pravzaprav, bolj kot nekaj, kar bi iskali spektakl. Je nek čar v tem, da si predstavljaš tudi, določene stvari, se mi zdi, no? Ne vem, zame, ampak ja. Ja, una prejšnja se mi zdi, ja, je res direktna povezava k Brehtu, ne. Ta manj mogoče. Ja, una je celo polna parol, pa vsega. Ja, ona res non-stop nekaj uči, ne. Ja, didaktična, ne. Ja. Najmanj drugačna, ja. No in Brecht je absolutno imel zelo rad Evripida, no. Tle so že odkrili to povezavo že zdavno. Sploh je imel med vsemi Grki največji vpliv prav Evripid že na Shakespearea in pol naprej. Tako da nič v bistvu ne preseneča, ne, ko malo bolj odbliz pogledaš. Jaz bi se nekaj vprašal, mislim, da prejšnji predstavi, samo za tole, ne. Brano prizoritev mi je bilo zelo všeč, blizu mislim, zanimiv način predstavitve. Samo zakaj ste pa izbrali takšne kostume, v bistvu pravzaprav so za nas moteči. V bistvu naš bi bilo doživeti to igro, ne, če bi tudi kostumi bili bolj avtentični, pa izbrani, pa tako naprej. No. V bistvu, za nas je bilo moteč faktor, da smo nas potem doznali umestiti noter. Za avtentični mislite, da bi bili v času primerni, zgodovinski? Ali pa vsi med sabo, pravzaprav toliko različnih. Pa meni se zdi, mislim, jaz sem pač poskušal nekako nakazati vloge. Čim manj, pravzaprav sem se trudil, da bi bili čim bolj v nekem okviru enotni. Meni je žal, da bi se natil, no. Pač poskušal sem pač na nek enostaven način tudi en znak dodati zaradi lažje orientacije. Pa zaradi tega, ker vse en, ko se to postavlja na nek način v prostor, mislim, kljub vsemu je to že prostor, ne. Seveda je ta meja zelo tanka, koliko je dovolj, koliko je premalo, koliko je preveč, ne. Tako da je pa res, da sem na nek način, smo tle se tudi sami omejili
da ne bi šli v nek historicizem, ki je pa tudi lahko v bistvu na nek način zelo naiven. Ne. Vprašanje, kako bi to funkcioniralo. Mislim, to je v bistvu malo stvar izkušenj ali pa stvar eksperimenta, no. Vsaka taka bralna uprizoritev. Tako da, ja, to bi znal povedati. V glavnem znak je bil bistvena. Neč ne historičnost, ne, ampak znak, kaj nekdo je, no, kam spada. Funkcije v bistvu. Ali je vojaška oseba, ali je vladarska, ali je želujoča. Jaz bi dodal samo, da najboljši kostum je po moje so imeli otroci. Sem zelo posrečen in dobro, Ker priznam, da je odličnej, ki je prišel nazaj in je bil pa slabo vest. Ja, mislim, res je tako, no, pač ljudje različno gledajo, ne. Enim je odveč karkoli, ne. Jaz sem slišal tudi komentarje po prejšnji brani prizoritvi, da bi si želeli, v bistvu želeli takega gledališča, da je ta spektakel v končni fazi res že mogoče presegel, ne, in da je včasih moteč, ne, da se za tem spektaklom skrivajo v bistvu neke tendence režiserjev, ki poskušajo pač s avtorskimi postopki in tako naprej povedati več, pa mogoče včasih jim uspe, pa povejo manj, kot bi samo izvirno delo. Tako da mislim, zanimivo je ta sploh pojav tega branih uprizoritev, ima neke posledice, ne, tudi vidim, ne, pač posledice, kako gledalci gledajo na nove praksi gledališke, oziroma kaj si pravzaprav želijo, ne. In ugotavljam, da si velikrat želijo pravzaprav en tak mir, en tak miren prostor, kjer se lahko misel razvije, pristane in obstane, ne. Da je pravzaprav telo, ki to govori, lahko zelo moteče, ne. Nekaterim je že interpretacija odveč, ne. Ampak, spravno, to je stvar tega, po kaj pravzaprav človek hod v gledališče, ne. Po kakšno temperaturo hod v gledališče, ne. A hod v bistvu po nek tak enostaven, pa vendarle kolektivno močen dogodek, ne. Ali pride pravzaprav po neko potrdilo nekih čustvenih vzorcev lastnih, se pravi po nek sistem, kaj je prav in kaj ni, ali pride po provokacijo, ali pride zato, da bi bil manipuliran in tako naprej. Jaz mislim, da pač brano prizoritev je ipak v tem prostoru še, mislim, da se da še znotraj tega preprobati veliko stvari, da ima vsak tekst v izhodišču neke svoje zahteve. V končni fazi pa lahko v bistvu funkcionirajo vse brane uprizoritve tudi dosti bolj poenostavljeno za mizo, za povsem enostavno nalogo igralsko, da se pač tekst sam prebere. Se vidi tudi razvoj teh branj, ker 5 let nazaj ni bilo nobene scene še, pa vsi so bili črno napravljeni in vsako leto je tako malo več, zdaj že precej velik scene. Takrat so bile replike iz antike, ne, je bilo prav nekak vzorc je bil ta, da je orkestrsko branje. Ne, koncertno uprizoritev. Ja, tak. Mi smo koncert in smo pač prebrali. Ne. To je bila ena. Zdaj, te oblike, ki so mečkan nastavijo, ne, to je recimo en korak naprej proti uprizoritvi, ne, ki pravzaprav ne vsiljuje, ampak nastavi neko možno asociacijo. Ne vem,
lažje vzpodbudi neko asociacijo, ki je pa že seveda naša avtorsko branje tega. Ker zmeraj je vsaka predstava je nek prevod snovi, prevod snovi v tole odrsko govorico. Zdaj, včasih je to spektakelsko, včasih je, ne vem, tako ali pa drugače. Tale mislim, da je dost odprta in da pušča ogromno možnosti za gledalčev prevod tega, se pravi za asociacijo. Zaključene predstave, recimo, ki so do konca, so pravzaprav že prevod, ki ga je treba kot takega vzeti. Prevod teksta ali pa ideje ali pa ne vem česa v neko akcijo, pa vsem skupaj. Tam ni. Ja, tukaj je mogoče res malo več prostora za to lastno, to, kaj ti praviš, po kaj prideš, tle je mogoče res tako zraven še kontemplacija teče vzporedno s tem, ko gledamo ali poslušamo to poenostavljeno obliko. Za igralce pa, ne vem, vi povejte, mi rečemo tako sam prebrati, ampak se mi zdi, da je odgovornost kar velika in da zahteva kar en tak pravi angažma resen. Mogoče... Če lahko prosti, ko bom vzel igralcem besedo, ampak v resnici je tako, da samo prebrati se itak ne da. Ne da, čim ti prejš v steži interpretacije. Sploh pri takemu tekstu, ki ga je treba v bistvu, ki je treba misel zelo jasno razparcelirati. Mislim, na nek način so zagonetni stavki in če hočeš, da pride do ven, kar je bistvo. In seveda pač, tle naprej bi pa dal besedo igralcem. Vse to je, kaj je to sam prebrati, pa kaj je interpretacija, Verjemite, da če bi samo prebrali, bi vam bilo zelo dolg čas. Mislim, kje pa je zdaj ta meja med koliko interpretacije je zraven, to je pa malo vsakega od nas odvisno, Je pa, ne vem, nimamo zdaj gumba, da bi ti zavedel do kje lahko in potem pač prepustiš se temu, da poslušaš, vsaj jaz se prepustim temu, da poslušam in potem se nekako na to poskušam odzivati zmerno, ampak da je še primerno, da ni, ker tukaj vzadi, to. Najbrž so tudi različni, ker je pri prav Euripid, ki ima toliko različnih plasti noter, različnih žanrov se pojavlja, in je, če jih hočeš naznačiti, da daš recimo nekim dogodkom pravo temperaturo, tako kot je mišljena, mora biti na nek način obarvano, ker bi namreč tudi, če bi potihem bral sam barval, ali pa če bi poskušal doma sam brati, so že besede take, da ti same v barvo skočijo. Ja, že ko ti to misel ven potegneš, že ta misel dobi neko tonacijo, komično, ali paradoksno, ali žalostno. Ja, jaz sem še v zagovor nekaj zelo preprostimi za sceni poskušal s tem, ko sem predstavil igralca za ta govorniški pult, mogoče mislim nekako poudariti težo ali pa nivoje. Na eni strani imamo te neke informativne replike, po drugi strani imamo pa stališča, pa tudi v bistvu na nek način, s tem, ko sem praznil prostor, sem tudi hotel sfokusirati pozornost na posameznika. Ker v končni fazi res gre na koncu za ta dialog med Euristejem pa Alkmino. Se mi zdi, da je pač fajn, da nek način izpostavlja, da je imela ta svoj prostor, ki ga zavzame svojim hotenjem, svojim prepričanjem, svojim namenom. Je bil ta tekst kadarkoli
nekje na odru na celotnem področju bivše skupne države. V Sloveniji zanesljivo ni bil, ne? Ne, ker je zdaj prvič, išel je pred enim mesecem in zdaj prvič na odru. Doslej ni bil preveden sploh. Ja, tu bi se bilo potrebno pozanimati, moram priznati, da ne vem. Drugi mogoče so res malo prej dobili vse prevode, ne? Ali pa malo več v to vlagajo, kot tle pri nas. Tako da lahko, da je bil kje, ne vem. Lahko da. Koliko se pa recimo ta tekst uprizarja, recimo zadnjih 50 let v svetu? Jaz mislim, to lahko bi seveda pogledali, ampak mislim, da ne veliko. Ne, da je ta eden od teh tekstov, ki se ne, drugače so Euripid pa ima druge tekste, ne, ki se... Ampak kantke so kar naprej, ne. Ja, tako da... Recimo, ta ne sigurno ne sodi med te najbolj uprizarjene sigurno. Mislim, da je ta beseda izmernost, ki se vidi tako recimo, da je rekla prava, no? To je tisto pravo razmerje, mene to všeč in sem si skoraj ne upam povedati, ampak mene je to gledališče, tisto da prvo zame in veliko govori tudi o meni, pravzaprav, kaj hodim gledališče, no? In ko je tekst tako dober, da res slišim na ta način veliko bolj in da je malo te uprizoritve, to mi zelo ustreza. No, tako da vidim bolj, kaj je tisto, kar je, čeprav tudi v gledališču, v klasičnih predstavah, na katerih zelo uživam, ampak kle sem pa bolj sigurna, da to je to. Da bi si to želela. Super, to je lepo slišati. Mi bi radi imeli predvsem polne dvorane, pa nekako do tega ne pridemo. In zato smo tle skozi nekako v nekih dilemah, kako najti neko optimalno obliko za to. No. Da bi bilo več zanimanja. Se mi zdi tudi problem. Seveda te Antika se seveda bo zdajle izpela, ne? Obstaja še ena igra, ki jo še nismo, ki jo še nimamo, ne? Ta cikl Nova branja, ne, je bil nekako postavljen pred 3 leti, mislim da, ne, ali 4 celo že. Smo ga postavili kot možnost preverbe ali pa branja novih slovenskih tekstov. Veliko smo jih prebrali, ne? Vsako leto smo 5 tekstov prebrali. Potem smo za hip smo malo prenehali s tem, ker smo pač dobili ta 2 krasna prevoda. Seveda pa mislim, da se bomo vrnili nazaj, ne? Ker je tudi slovenskih besedil, mislim, da slovenska besedila taka stvar lahko poganja, da se jih prebere, da se jih preizkusi, da se o njih pogovarja, da najdemo neke pač možnosti. Recimo v Angliji, v Ameriki, v Franciji, mislim, kjerkoli, ker pišejo nova besedila, grejo besedila skozi mnogo bralnih uprizoritev in da se potem izkristalizira tista najboljša varianta, ne, ki je potem uprizorjena. To je recimo so taki preizkusni kamni. Ne, in tako kot so filmski scenariji, se napiše in potem gre skozi, ne vem, 10 raznih delavnic, kjer se ga dodeluje, dokler pač ni tak, ki bo lahko posnet. Enak princip je zdaj po svetu, tudi z gledališkimi besedili, ker te vrste dramatika, kot je včasih bila, da pač nenadoma pride
besedilo in je v vsej svoji pojavnosti super in ga lahko samo uprizoriš. Te vrste dramatike trenutno ni. Ne? Mislim, da je zelo malo, no? Da ne bom rekel, da je čisto ni. In v bistvu je ta naša želja, je, da bi v bistvu temu dali zagon nekim novim pisanjem, novim branjem, novim tekstom, ki bi seveda bili potem tudi uprizorjeni. Sej nekaj smo jih na ta način celo uprizorili potem, ne? Tako da se mi zdi, da je imelo to neke vrste pozitivno stvar, kar se tiče slovenskih besedil. Bomo pa seveda s tem programom nadaljevali, ker se mi zdi, da tudi jaz moram reči, da enako mislim, ne, da se rad berem, ne, in tudi gledam rad, ker se mi zdi, da lahko asociiram čisto na svoj način. Me recimo odpelje, zadnjič, ko sem gledal, me je čisto odpeljal nekam v svoje misli. Jaz sem si celo scenografijo naredil, vse sem videl, ampak sem imel svojo, ne? Verjetno je moj sosed imel čisto drugo. Ne? To je bilo bolj raznoliko, kar se tega tiče. Ne? Jaz bi k temu sem še nekaj dodal, no? Tako da zdi se mi, da oba besedila, ne? Zdaj veliko govorimo o tej neki intimni pa individualni viziji tega, kar se bere, kar igralci kot mediji sporočajo. Ne? Ampak se mi zdi, da imata oba teksta pa v resnici tudi to neko kolektivno, čeprav prejšnji še bolj, no? Ampak to neko kolektivno, da mi zdaj tle, ko gledamo to, ko to skrb doživimo, v bistvu en kolektiv, no? Se z eno zelo aktualno temo pogovarja, pomembno. In tako se mi zdi, da pri obeh tekstih, no, da v bistvu, zdaj malo na mest vrste rekel, no, ampak da v bistvu gledalec zelo podobno stališče zajame kot mi, kot to uprizarjamo, ne. In da v bistvu, mislim, vsaj meni, no, v obeh primerih, tako nekako sem se počutil počaščenega, da sem zraven, pa da to poslušam. Mislim, da sem del enih takih pozivov, no? Da to je en tak poziv, v bistvu, te dva teksta, ne? En poziv. Jaz mislim, nekaj, kar zdaj nam vsem skupaj da v razmislek. Ne? Da je to dogodek, ne? Se pravi, da ne rabi biti dogodka na odru, ampak da je to zdaj en tak naš kolektiven, skupen doživljaj in kolektiven dogodek. Ne? In sem jaz sem v enem primeru nisem prepuščal v bistvu neki, kar seveda spet stvar posameznika, ampak da bi si gradil prostor, ampak tako da bi se z vami za roke držal in v bistvu to nekako ponavljal, to mantro, ne? Pa to molitev k neki normalnosti, kakorkoli že razumemo, ampak neki zrelosti, no, pismo. Ne? Mislim, da sem poslušal besede, ki smo jih na tak način ne poslušamo. Jaz bi samo k temu dodala, da potem je tle zraven še ta estetski moment, ki ne moreš mimo njega. Mislim, ta jezik ima neko lepoto. Neko užitek je z njim se ukvarjati, užitek je formulirati oziroma razvozlavati te misli, užitek je povedati jih, izreči na ta način, nek klasično sodoben, recimo temu, je v nekem smislu te plemeniti, po eni strani vsebina, no, to, kar praviš, poziv k neki modrosti, človečnosti, uravnanju in vsem temu. Zraven ima pa še neko res lepo obliko in se mi zdi, da to kar smo poskušali z Borom, ki si ga poskušal malo več, kot je ponavadi, da samo govori, ampak da poskušamo mu dati malo več energije, da več ljudi govori enako, kar se zelo redko kdaj dogaja istočasno in tako naprej, da je bila neka lepota v tem, taka, ki ni čisto vsakdanja. Ja, meni tako kot en protest, v bistvu, tak miren
protest deluje tam vedno predstavi. Ja, in takrat, ko sem bil na ulici na protestih, sem se približno tako počutil, čeprav sem bil takrat tudi razočaran. Ampak, mislim, tako je, res, včasih, jaz sem tudi gledalc, ne, in imam velikrat občutek, da pravzaprav ne vem, čemu je, kje je še ta posvečenost, ne, oziroma, zakaj se ne drznemo na nek način posvetiti čas, si vzeti čas, za zelo enostavne misli, ki sedajo. Pa za zelo enostavne izreke, za stališča. Ker res, v bistvu, razen, jaz imam s to maščevalnostjo imam nek oseben problem, oziroma sem pač, težko razumem, ne, jaz težko razumem. Jaz vem, da je tle neka ženska psihologija zraven, jaz vem, da je tle tradicija, vejte, to je res, to, kar je danes govoril, je res. Jaz vem, da so tle popolnoma druga tradicija, zelo zmešana z vzhodom, zahodom, to je bilo, mi zdi še eno. Tako da, ja. To je to. Ko s tem zaključimo nocojšnji večer in se vam zahvalim tudi za pogovor. Smo ostali, da so ženske maščevalne. Ja, prav.